Ena izmed značilnosti, ki jih opazimo tudi, ko sledimo tvoje poslansko delo, je to, da si dejansko tudi bil dostopen pred volitvami, da nima v tistem predvolilnem času, če se spomnimo nazaj, teh zadnjih volitev 2014 so nekako sopadali državnozborske z županskimi oziroma pač kampanje so se prekrivali in je Čuš dal za Coca-Colo tako pred volitvami, kot po volitvah, si ostal dostopen na spletu v pisarni. Zakaj meniš, pa tega ni v slovenski politiki več, spomnimo se tiste karikature, pred volitvami Gizmo, po volitvah pa Gremlin, veš, ker mislim pač. Ja, ne vem, jaz mislim, da izhajam iz, lahko rečem, delavske družine. Pol družine tudi izhaja z podeželja. Tako da tudi takoj, ko sem lahko sam začel delati, sta mi starša podjetnika jasno povedala, da si bo treba za sladoled pa kako čokolado kde zaslužiti. In tako da takoj, ko sem lahko opravljal dijaško pa študentsko delo, sem takoj šel delati v domačem podjetju in v fitnessu in v administraciji. 6 let sem kelnaral v Florijanu, tam mislim, da se me največ ljudi spomni. Pa tudi seveda potem fotoateljev sem tu pa tam vskočil, če je bilo kaj treba, ampak to zelo malo. Tako da nekako meni je, jaz cenim pa spoštujem vsako delo, naj bo to čistilka, naj bo to uradnik, naj bo to poslanec, naj bo to predsednik, za mene si na koncu dneva človek in tega se držim. Kaj se pa tiče kampanje, pa seveda jaz sem zdaj že drugič zapored delal za poslance kampanjo od vrat do vrat, to je, da potrkam na vrata, se predstavim, dam roko, da malo vprašam, kaj so pravi problemi, spijemo tudi kaki špricar, seveda se moraš na vabilo odzvati, pa mislim, da to ljudem celo bliže, kot pa če bi se nekaj obnašal kot hohštapler, pa neki fini politik. Tako da sem taki človek, da rad poslušam ljudi, pa probam nekaj narediti, pa tudi nekako energijo v politiki raje ukvarjam to, kaj imamo danes, pa kaj nas čaka jutri, ne pa neka stalna politika v Sloveniji, ko se pogovarjamo, kdo je levi pa desni na podlagi druge svetovne vojne. To pa mislim, da je že, imamo vsi dovolj tega, ker od tega ne moramo živeti. To, kar si predajal zdaj za zaključek tega videa, potrdim. Mi smo leta 1994 bili še srednješolci in je bil tvoj oče Vlado Čuš odgovoren za študentska in dijaška dela v Termah Ptuj. Se spomnim, da smo čistili, da smo bili pazniki, pa čistili bazenčke in je bila ena taka fajn judovska, ne judovska kot židovska, ampak športna judo, da se razumemo. In dejansko je res tako si rekel, oče je bil strog, ampak zelo pošten, tako da to še na tem mestu enkrat obudim. Čuš, stari Čuš je bil tisti, ki je imel bazenčke preko oziroma mlade ljudi, ki so dobili možnost, da lahko delajo v Termah Ptuj, tako da super.